V Vatikanu dogajanje spremlja Marko Gregorc. Marko, v Rim prihaja vse več vernikov. Kakšno je dan po papeževi smrti vzdušje? Ja, vzdušje je tudi danes, drugi dan po smrti, bi rekel, še vedno bolj, vsaj na prvi pogled, turistično, kot pa da bi govoril o nekem žalovanju. Vseeno pa, ko spregovoriš z verniki in jih vprašaš, kaj mislijo, kaj pravijo o smrti papeža Frančiška, povejo, da jim je zelo hudo. Pa ne zgolj zaradi smrti kot take, umrl je 88 let star papež, ampak predvsem zaradi tega, kaj je papež predstavljal. Predstavljal je neko odprtost cerkve, odpiral je prostor, privabil nazaj številne mlade, se ukvarjal z aktualnimi vprašanji, bil spoštljiv in se zavzemal za mir. In tisti verniki, s katerimi sem govoril, bodo predvsem pogrešali to oziroma se bojijo, kakšna bo prihodnost cerkve in upajo, da bi šla še naprej v smeri, ki jo je začrtal papež Frančišek. Sicer več o vzdušju, ki je potekalo čez dan tukaj v Vatikanu, pa si poglejmo v reportaži. Večina ljudi tukaj na trgu Svetega Petra v Vatikanu je sicer še vedno turistov, oglede so si seveda rezervirali že vnaprej, tako da so se nekako slučajno znašli ob istem času, kot je papež umrl tukaj v Vatikanu. Sigurno pa so precej pretreseni ob novici o njegovi smrti in se tudi zavedajo na nek način tega zgodovinskega trenutka, kateremu so priča. It was good for me to be here receiving the last blessing of the Pope. We're really lucky that we got to see him before he died, sadly, so. It's pretty shocking that we were here at the time of his passing. Yeah, and very shocking. We're sad to hear it. I remember him as being progressive and fitting our ideals more closely. Accepting of the LGBTQ community. It's a really hard situation for all the world, you know. He's a good man. He's doing a really good job for this world. He's the only Pope. He's been really humble. I just pray for a moment as a young priest for the church, for what's to come for the church. And I hope the Holy Spirit will work hard so that we have a new Pope and that he can also make what needs to be done. Kar se tiče varnosti, je razlika že zgolj v enem dnevu. Včeraj jo je bilo bistveno manj kot danes. Danes se kontrolirajo že vse vstopne točke v Vatikan, pa tudi na samem trgu Svetega Petra je bistveno več policistov in varnostnih sil. Tukaj za mano vidimo lahko karabinjerje, poleg njih pa so tudi prisotni, kot sem dejal, policisti, vojska in različni reditelji. Yeah, there is a lot of more police. Yeah, they control in every single entrance, and you can see is the militaries and the police in the streets. They trying to make the safest possible. You know, it's hard situation for all people from Rome, you know, this situation to control it, and it's millions of people coming to Rome. But I see more security, I see a lot of police and militaries in the streets, so looks safe for me. You feel secure? Yeah, of course, yeah. Smrt papeža je seveda tudi velik medijski dogodek. Tole je zgolj eden od medijskih kotičkov, kot vidimo lahko natrpan s kamerami, novinarji in vsemi drugimi tehniki. Na drugi strani pa se že postavlja oder, ki bo tudi v naslednjih dneh pomagal spremljati svetovni javnosti vse dogodke, vse obrede, ki se bodo dogajali tukaj v Vatikanu. Marko, kako pa bo poskrbljeno za tisoče vernikov, ki se bodo od jutri, ko bodo krsto postavili na ogled, pa vse do sobotnega pogreba poslavljali od pokojnega papeža? Ja, v reportaži ste najbrž lahko že videli, kako se stopnjujejo varnostni ukrepi tukaj v Vatikanu in lahko zgolj rečem, da od takrat, ko smo snemali reportažo, torej v dopoldanskih in popoldanskih urah, se je varnost tukaj v Vatikanu, vsaj po mojem občutku, še okrepila. Vedno več je kovinskih ograj nameščenih tukaj po trgu, povsod praktično v vseh vstopnih točkah na trg so okrepljene kontrolne točke, na katerih se mi zdi, da je vedno več policistov. Prej smo poleg karabinjerjev, vojakov in policistov, kar sem že govoril v prispevku, videli tudi konjenike, tako da je za varnost vedno bolj poskrbljeno in se mi zdi, da se bo ta
varnostno vprašanje vse bolj stopnjevalo tudi do vrhunca teh pogrebnih slovesnosti. To je seveda v soboto, ko bodo Rim obiskali visoki državni predstavniki, in govoril sem z ljudmi, baje je bilo že v nedeljo precej divje, ko je prišel zgolj podpredsednik, ameriški podpredsednik J.D. Vance, tako da si niti ne predstavljajo, kaj se bo zgolj zaradi prihoda ameriškega predsednika dogajalo tukaj v Vatikanu, da niti ne govorim potem o tem premikanju posmrtnih ostankov papeža Frančiška tukaj iz Vatikana, kjer bo osrednja slovesnost potem proti cerkvi Svete Marije Snežne, ki je približno 4 km oddaljena, ampak nihče ne dvomi, da Rimljanom to ne bi uspelo, kljub temu, da je mesto veliko, milijonsko, hektično, so prepričani, da bodo sposobni izpeljati tudi zadnjo željo papeža Frančiška, da je pokopan v tej cerkvi. Poglejmo si sicer še izjavo slovenskega veleposlanika v Vatikanu, Francija Buteja, kaj si misli glede vse te hektike, ki bo v naslednjih dneh tukaj v Rimu. Ta konec tedna bo zagotovo eden najbolj obiskanih tednov v celem letu v Rimu in mogoče še marsikje v Evropi, in če bo toliko ljudi imeli v enem koncu tedna, kot se tukaj pričakuje. Mislim, da bo Rim konec tega tedna dejansko središče sveta. Kaj svetujete morda Slovencem, ki bojo prihajali, kot ste dejali, ljudi bo na tisoče? Tudi konec tega tedna in začetku prihodnega tedna mislim, da je najavljenih 4-5 skupin, ki so formalno skupine, to je tam med 50 in 150, tudi 200 romarjev iz različnih krajev. Jaz se svetujem da sprejmejo mesto Rim v takih izrednih razmerah tako, kot je, da so čim bolj strpni in da se posvetijo neki svetosti, nekega trenutka, zgodovinskosti.